Prehajamo na tretjo predstavitev, gospa magistra Barbara Leder iz štipendijskega, razvojnega, invalidskega. Razvojni, invalidski in preživninski sklad. A boste to kdaj skrajšali? JŠRIPS. JŠRIPS je uradna kratica. Dober dan vsem prisotnim in tistim, ki nas boste spremljali v posnetkih ali brali naše izsledke. Začeli smo z našim dolgim nazivom. Kaj vse skriva tle zadaj? Mogoče vsi še ne veste, pa naj poudarim. Naše poslanstvo, tako kot je naš naziv, je večplastno. Zdaj, z namenom pa, da spodbujamo vseživljenjsko učenje, dodelujemo pa štipendije, izvajamo programov za razvoj kadrov in to je pač eden izmed načinov, s katerim soustvarjamo na znanju temelječo družbo. Za nas, potem za podjetja. Podjetja se povezujejo. Ne slišite, ne? Dobro, nekaj nas je, kaj nismo katedra navajeni. In to je ena izmed mnogih dejavnosti, ki jo počnemo. Poleg tega spodbujamo zaposlovanje invalidov. Parkrat so že bili danes omenjeni, da so posebna ciljna skupina, tudi oni se morajo izobraževati in usposabljati, da imajo ustrezne spretnosti. Potem imamo področje nadomestil preživnin. V primeru stečajev podjetij pomagamo zaposlenim. En košček je mednarodna izterjava preživnin. Upam, da do tega nikoli ne pridete. Naslednja velika zgodba, ki nas pa čaka, je pa z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in tale naš Miro, ki je že bil danes večkrat omenjen. Ampak dajmo fokus na razvoj kadrov. Naši programi so se tle izvajali na tem področju predvsem iz sredstev Evropske kohezijske politike, Evropski strukturni investicijski skladi. Zdaj bo to v glavnem ESS plus, nekaj malega, pa še regionalni sklad. Ene spremembe se bodo zgodile, a ne? Pa ko bomo govorili o prihodnosti, mimo tega, kar smo zdaj delali, ne moremo. Ker že od leta 2008 gradimo na izkušnjah, pa začnemo s tem. Ta finančna perspektiva kohezijska, naši dosežki, ki smo jih, pa ne smem pozabiti, povedati, dosegli skupaj z vsaj dvemi ministrstvi. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in zdaj sicer dve ločeni ministrstvi oziroma malo prespojeni, takrat še Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo, šport. Skoraj 2000 posameznikov smo vključili v program neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Tudi tle smo razvijali digitalne kompetence. Skoraj 3000 odraslim smo pomagali pri pridobivanju srednješolske izobrazbe. V program SPIN, kjer smo sodelovali s socialnimi partnerji, to se pravi sindikati, smo vključili dobrih 3500 oseb. V sklopu projekta ASI, zdaj govorimo o kraticah, projekt namenjen podjetjem za spodbujanje starejših zaposlenih, da dlje ostajajo na trgu dela in da razvijajo svoje kompetence. Skoraj 18 000 starejših vključenih. Pridobili smo 130 glasnikov in glasnic razvoja starejših zaposlenih. 6500 posameznikom smo okrepili kompetence za udeležbo na usposabljanjih v okviru Kompetentne Slovenije. 70 000 zaposlenih v 27 podprtih kompetenčnih centrih. To so temelji, na katerih gradimo tudi v tej finančni perspektivi, ki nam trka na vrata. Zdaj, ne me vprašati o točenem dnevu, kdaj bodo razpisi objavljeni. Vsi nestrpno čakamo, ampak raje en premislek o tem, kaj smo se do sedaj naučili, da bomo še boljše zapeljali, kaj bomo delali v prihodnosti. Imam plonk listek. Zdaj, kar se tiče konkretnih številk.
V prejšnji finančni perspektivi je bilo okoli 100 milijonov evrov namenjeni za te programe. Tudi v tej finančni perspektivi ostajamo na podobni številki. Naše ambicije pa so seveda, da z enakimi sredstvi dosežemo še boljši učinek. Nadaljevali se bodo z Ministrstvom za delo tako kompetenčni centri, kjer podjetja sodelujejo v konzorcijih in skupaj razvijajo skillse svojih zaposlenih, pri tem si svojih zaposlenih načeloma ne kradejo, tako da ni strahu, ni prevelikega strahu med neželeno migracijo med različnimi delodajalci. Vsekakor je pa včasih dobrodošlo, da se tudi malo izmenjamo, a ne? ASI, namenjeni za spodbujanje razvoja kompetenc starejših v podjetjih, tudi ostajajo. Kompetentna Slovenija bo zdaj poseben program, ne bo več del kompetenčnih centrov. Tle računamo tudi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, da se bo vsebinsko zadeve še bolj nadgradilo, da bodo še bolj usmerjanja, usposabljani in izbrani res kvalitetni izvajalci, ki bodo zaposlenim, tle se vključujejo zaposleni, ampak ne nujno preko podjetij, tako da je interesantno za vse nas prisotne. Tako da bomo ta program seveda še ukrepili, poskušali nagovoriti tudi tujce, ki prihajajo k vam v podjetja, da ne bodo izločeni iz možnosti pridobivanja kompetenc. Z Ministrstvom za MVI bomo naslavljali tudi dvig izobrazbene ravni, mičkano drugače kot v prejšnji finančni perspektivi, ko smo financirali celo šolsko, ko smo financirali šele zaključeno izobrazbo, gremo v smeri priznavanja mikrokreditov, tako da bo za udeležence tudi finančno lažje in bodo dobili povrnjena sredstva za upravljene določene izpite, kar bo mogoče tudi bolj v interesu delodajalcem, da se jih podpre, pa bolj motivacijsko delovalo na njih, da prej zaključijo. Praktično usposabljanje, absolutno zelo nujno in dobrodošlo za mlade, ki so še v učnem procesu, da pridobivajo praktične izkušnje neposredno pri delodajalcih. Put poznate, mogoče ste že imeli koga pri sebi, sploh velika podjetja, vem, da kar dobro sodelujejo tle z gospodarsko in obrtno zbornico, tudi na področju vajeništva. Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, določeni programi, ki jih bomo podprli v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Delati moramo pa absolutno med inštitucijami, da se povezujemo, da vsi ti ukrepi, kateri bodo na voljo vam, tako kot vam posameznikom, zaposlenim, kot inštitucijam, podjetjem, da bomo imeli tle povezane vsebine, ki se bodo dopolnjevale, da vemo drug za drugega in da jih znamo uskladiti. Hkrati pa težiti k temu, da bomo čim bolj poenoteno dostopali do delodajalcev, da ne bodo rabili iskati na mnogoterih spletnih straneh, kje so priložnosti, da sodelujejo in svoje napore, ki jih vlagajo v razvoj svojih zaposlenih, dejansko nekako sofinancirajo tudi z javnimi sredstvi. Nenazadnje je to denar, ki je namenjen njim, posredno ali neposredno, je pa soodgovornost na nas, državi, pa tudi delodajalcih, pa socialnih partnerjev, da se znamo vsi skupaj zmotivirati, pa zadevo pognati v življenje. Hvala. Hvala lepa, gospa Barbara. Pri vas je denar, to smo zdaj izvedeli. Veliko denarja je bilo in bo, pa pravzaprav so poti do vsebin in to je tisto, kar je najbolj pomembno. In resnično to kliče po enem zelo poglobljenem sodelovanju med nami vsemi.
To niso ravno dogodki, a ne? To, kar vi delate, to so projekti. In tudi projekte bo mogoče upisati v našo spletno stran, slovensko spletno stran Evropskega leta spretnosti, zato da pokažemo širni Evropi, predvsem pa Sloveniji, kaj vse je v naši državi na voljo. Tako da hvala lepa in vso srečo vsem nam, pravzaprav vsem izvajalcem izobraževanja odraslih, vsem, ki kakorkoli delujete z ljudmi, podjetji in tako naprej, zato da čim prej pridemo do tega denarja, ker ta je vendarle še vedno sveta vladar.